Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji. Tu je klip za vprašanje in odgovori. Danes sva z Mašo tukaj in pripravljeni sva na odgovoritvi, da odgovoriva na vsa vaša vprašanja. Torej, začnimo. Ramona iz Nemčije sprašuje, pravi, dober večer, ali lahko prebudim točke v srcu pri ljudeh, ki jih še nimajo prebujene? Ali lahko to naredim? Ne, ne morem. Mislim, da je prebujenje točk v srcu ni odvisno direktno od nas. Mi ne prebujemo točk v srcu, temveč stvarnik prebuja točke v srcu. Vendar pa obstaja neka sekvenca, neko zaporedje prebujanja točke v srcu. Torej, mi pred 10 leti smo bili prebujeni, torej občutili smo, da moramo narediti nekaj z našim življenjem. In to je bilo zaradi tega, ker so drugi naši prijatelji se korigirali in so ustvarili povezavo med njimi in so tako njihovi deli, ki so znotraj nas, bili korigirani. In zato smo nenadoma občutili, da obstaja še nekaj večjega, kakor to življenje in ta svet, in smo prišli do povezave s kabalo, z modrostjo kabalo. Torej, čim bolj bomo občutili povezavo med nami in pomembnost, se bodo tudi drugi ljudje prebudili. Torej, tu je nekaj podobnega kot biološka ura, kjer so tu faze spanja. To so neke faze globokega spanja in potem se pojavijo neko umestne faze, kjer so neke faze kakor iskanje, kjer recimo torej, so faze, ko ljudje ne imajo občutek, kakor da ni nič, potem pa pridejo do več trpljenja in več težav in takrat začnejo bolj intenzivno iskati, in to so časi, ko je primerno, da jim povemo kaj. In to na dokaj nežen način, ne brez nasilnega poudarjanja in brez vsiljevanja. Torej, takrat je čas. Torej, ta odgovor se tudi nanaša na to, kar je vprašal Wolfgang. Kako se obnašati z ljudmi, ki ne prepoznajo, da imajo prebujeno točko v srcu? Torej, ne govorimo jim, kako so nevedni, kako morajo se povezati s kabalo. To ni naš način, da nasilno jih podučujemo, temveč torej, tu je prvi kurs, torej, kaj se dogaja med nami pri študiranju kabale. Potem boste videli, da je ta želja dejansko naravni proces. Rav Lightman je pred nekaj meseci porodil teorijo 9 in 10 stopnjah. Torej, ko občutite povezavo, jo želite ohranjati in povečati, torej povečati v toplo občutenje med nami, ki se imenuje malinova sfera. In to je občutenje enosti. In so potem samo iz tega občutenja, iz tega notranjega in zelo konkretnega občutenja potem občutite potrebo, da to razširite še drugim. Torej, v toku parih tednov boste sedaj občutili več o tem. Jessica je rekla, torej, v mojem življenju nimam ljudi, ki bi moja družina in prijatelji niso povezani s kabalo. In Rav Lightman je tudi govoril o tem, biti zgolj oddajnik, prenosnik med stvarnikom in torej med kabalističnim okoljem in nekabalističnim okoljem. Torej, da ste kakor zgled. In če boste videli, da boste resnično prijazni in v redu do ljudi in boste odprti do njih, boste imeli srce za njih, potem boste na neki točki
videli, da imate vpliv na te ljudi in to pozitiven vpliv. Točka v srcu ni zelo konkretna stvar, ni kakor dejansko neka točka v srcu, temveč občutenje, ki se včasih prebudi in včasih ni tako zelo aktivno. Torej, bodite dejansko vi in bodite prenosnik vsem, ki so, ne glede na to, v kakšnem stanju se nahajajo. Jessica iz Španije pravi, ljudje iz drugih praks ali oni tudi prav tako imajo svoj dosežek in se pridružijo kabalistom v enosti, torej recimo četrta po trejki ali druge prakse. Kaj bo z njimi? Ja, mislim, da bodo v redu. Vendar, če ne poizkušajo resnično doseči enosti in povezanosti in če se ne poizkušajo res povezati z drugimi ljudmi, bodo samo v redu, se bodo počutili bolje, bodo bolj mirni, bodo morda sposobni biti v stiku z njihovim egom, ali recimo kako v budizmu ali v jogijskih metodah se bodo zmožni pomiriti, vendar dokler ne iščejo povezave nad egom, ne pod egom, ne bodo v sferi, o kateri sedaj mi govorimo. In zaradi tega naj ne naslavljamo tega njim, kajti oni že imajo svoje metode za prakse, svoje religije in oni občutijo, da je njihova volja do prejemanja na način izpolnjena preko teh obljub, ki jim ta zemeljska sredstva dajo. In zaradi tega jih rabimo upoštiti, da oni živijo z svojo vero, z svojimi prepričanji, kajti kabala ni primoravanje. Kabala je modrost, ki je nameravana samo za točke v srcu, samo za tiste, ki imajo to hrepenenje, to točko v srcu, da odkrijejo nekaj, kar je na tem svetu. Vse ostalo, kar se da predstavljati neke astralne projekcije, telepatije, rdeče linije, vse to je znotraj limit tega sveta, te percepcije, vendar tisti, ki želi, ki išče za boljše, tam pa lahko ponudite recimo tale tečaj, knjigo kabale, sredstva, tudi da ne da postanete nek učitelj ali pridigar, da naj študira kabalo, še bolje, kakor z neko določeno nonšalanso, pač rečete, mogoče bi lahko nekaj vedel z tem, lahko prebereš to knjigo in potem bojo odkrili. Za mene je vedno to, dejansko je pomembno, da kabala želi, da so ljudje srečni. Torej, dokler so srečni z njihovimi življenji, tako kakor so, potem jih pustite pri miru. Ne poskusite uničiti sreče njihove. Rabaš je rekel o nogometu, da če so ljudje srečni za voljo nogometa, potem je vse v redu. To se ne sme uničevati. Če vidite to točko v srcu, ki je celota, torej, če nekaj manjka, torej, če točka v srcu kaže, da nekaj manjka, potem lahko dodajate, ker tam ljudje res rabijo. In poslednje vprašanje v tej seriji je od Johna iz Velike Britanije. On pravi, ravno sem prepoznal, to je bilo med lekcijo, da sem pozabil glede intence. Kaj mi lahko pomaga, da ne pozabim na intenco? To je tvoje vprašanje. No? John, intenca je zelo spolzka stvar. Je odvisna od mnogih stvari in poskušal bom to izraziti v zelo preprostih izrazih. Nimamo nobene intence. V redu, naša intenca je prejeti. Ne poznamo še nič od tega, moramo to odkriti. Moramo odkriti, da je naša intenca samo prejeti. Če ne odkrijem, da je moja
intenca samo prijeti, ne bom imeti primanjkljaja, ne bom imel želje, da spremenim to intenco. Torej bom vse je v redu, študiram kabalo in končno bom vse dosegel in to je največja laž. Kajti volja, ki jo izvaja volja do prejemanja, ego, na ta način nas ego zavaja. Najboljši način, kako se ukvarjati z intenco, je medsebojno delo s prijatelji, s tistimi, ki imajo isto željo, kakor mi. Torej, tu je v hebrejščini to je haber je povezati, torej samo tisti, ki imajo točke v srcu, te se lahko med sabo povežejo in potem torej v delavnici, kjer se poskušamo povezati en z drugim, tam občutimo to dejansko občutenje njihovih intenc, ki so vedno za povezanje, čeprav lahko to sodim nasprotno in pa mojo intenco. Tako začenjam razvijati koncept, ki ga bomo imenovali, ki ga bomo študirali kasneje in se imenuje molitev. Kaj v bistvu želim? Tam gradim resnični primanjkljaj. Najbolj dragoceno, najpomembnejši primanjkljaj, kar je primanjkljaj spremeniti mojo intenco nasproti koristi za druge. Torej, če ste prepoznali, da ste pozabili na svojo intenco, je to dobro. Drugič pa potrebujete pomoč, spomniti se na intenco med vašim življenjem. Torej, moramo izbrati vedno znova pravo okolje. Še nekaj. Torej, zelo mali glas je tukaj, ki se oglaša notri v nas. Skoraj se ga ne da slišati. In prvič, ko se pojavi, ga v resnici ne slišite, kajti vaše misli so glasnejše in vse, kar se okoli dogaja, močnejše. Torej, glas točke v srcu je tako pretanjen, tako fin, da se ga lahko spregledati. In lahko se ga navadimo, vendar se ga potem takoj spet pozabimo. Ali se ga sliši in govoriti o tem, razmišljati o tem, pogovarjati se o tem, to bo omogočilo, da bo to ostalo trajno v vaši zavesti. No, torej, moški pa govorijo v anekdotah. Tu je bil študent Rabaša in je bil, kako je bil Lightman študent, si napisal na roko, ni nikoga razen njega. Torej, in če tudi je to stalno imel na roki, medtem ko je vozil avto, je to postalo samo suh stavek. Ugotovil je, da rabi dejansko pravo okolje in pravo povezanost, kajti tam na cesti med drugimi vsemi ljudmi se je to spremenilo samo v prazne besede. Torej, zakaj? Torej, ko sem bil zaljubljen v nekoga, sem čutil ob tej ženski tako veliko pomembnost in podobno je sedaj tudi tu. Duhovnost mora imeti to pravo pomembnost, torej veliko sreče vsem.